Pozdravljeni, zdaj pa mislim, da smo na vezi vsi skupaj, da se vidimo, slišimo. Danes vas v imenu Mladinske knjige vabimo na predstavitev novega učbenika za gimnazije in srednje strokovne šole Umetnostna zgodovina avtorice dr. Nataše Golob. Danes vam bomo ob tem, ker smo na založbi že delali s temi programi, predstavili še druge umetniške vsebine. Torej sem urednica za umetnost, glasbeno prvenstveno, tudi likovno, zdaj za umetnostno zgodovino Metka Pušenjak in že vrsto let se ukvarjam z tovrstnimi vsebinami. Zato vam bi najprej predstavila naše že izdane učbenike. Mi smo delali glasbo za gimnazije, ki je prav tako ali v prvem ali v tistem letniku, ki se odločijo po programu in imajo tudi maturitetni izpit. To je glasba 1 za gimnazije, avtor je pa naš skladatelj slovenski Damjan Močnik, Manica Habjanica Gabršek in Samo Ivačič. Tukaj so tudi še 4 zgoščenke, da lahko delamo večje analize, sicer pa prav tako na portalu Mladinske knjige, kjer imamo svoj portal šolskih programov, lahko tudi prisluhnete. Drugi tak učbenik za srednje šole, ki je tudi potrjen, tako kot pač za vse poskrbimo, da je potrjeno na Zavodu za šolstvo, so tako imenovani likovni pogledi, ki niso novost in so že kar nekaj časa na trgu in so tudi za učbenik za likovno snovanje v prvem letniku gimnazije. To je delo avtorice dr. Beatrice Tomšič Čerkes, Amon, in soavtor je dr. Milček Komelj. Tukaj zraven pravzaprav imamo tudi še preglednico zgodovinsko in to je drug tak primer. Danes oziroma v letošnjem letu pa prihaja sedaj nov učbenik, to je pa zdaj umetnostna zgodovina, kot sem prej omenila, in bi kar prosila za naslovnico, ki jo je pripravila in naredila pač naša avtorica, dr. Nataša Golob. Mi smo zelo veseli, da imamo to gradivo že v potrditvi na Zavodu za šolstvo in zdaj čakamo mogoče kakšnih majhnih minimalnih dopolnitev ali karkoli, sicer pa učbenik stoji takšen, kot je, in ga bomo danes nekoliko prelistali. Naša avtorica je imela dober teden, 2, bom rekla, operativni poseg, zato pač na žalost danes je nismo vključili v to delo, pa bo prišla zagotovo, ko izide učbenik, s svojo predstavitvijo v živo. Tako da bomo to po celotni Sloveniji nekako tudi poskusili dobiti stik z vami, s profesorji na gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Na prvi sliki, že vidite, se nam odstira ta naša barjanka. Kaj je pravzaprav barjanka? Če pogledate na spletne strani, najdemo pod barjanko vse od kolesarskih poti do ladjice na Ljubljanici, do raznih turističnih animacij in tako naprej. Sicer pa je tista prava barjanka, ki jo imamo tukaj, je pa odkrita in jo tudi imamo pravzaprav sedaj skozi učbenik se nam niza, kjer gre pravzaprav za predmet iz žgane gline, in se je uveljavilo ime barjanka. No, sicer ne vemo, ali je zares bila tukaj upodobljena ženska, obraz ni dobro viden. Prej bi rekli, da ima mogoče kakšne drugačne živalske poteze, nemara ptičje glave kot en kipec, vendar ima pravzaprav, našli so ga, nekako pravijo, ne bi bil izkolišč območja pri Igu, okolici današnje Ljubljane, Ljubljanskega barja, in je sedaj pravzaprav tudi v središču te pomembnega najdenega predmeta, ki ga naša avtorica, ki pravzaprav v učbeniku tudi tole vključuje, pravi in primerja celo s Henrijem Moorom, kjer imamo veliko osebo v zavetju, kar bomo videli pol na koncu našega učbenika. In je to tudi kot en razmislek ali pa iztočnica, ki se bo nizalo kot rdeča nit skozi celoten učbenik, da bodo imeli dijaki na razpolago razmisleke,
No, to je bil za eden, ki sem ga izpostavila. Sicer bo pa na vseh 165 stranih našega učbenika se bo nizalo različno medpredmetno povezovanje, iskanje, razmisleki ali še dopolnitve in tako naprej. Skratka, da bodo imeli dijaki možnost lastnega intelektualnega razmišljanja. No, pa gremo naprej. Še eno stran, ja. Torej, umetnostna zgodovina, kot sem povedala, gospa Nataša Golob, profesorica, dvojni doktor, recenzentki pa sta doktor Rebeka Vidrih in magister Irena Šterman. Rebeka Vidrih ste prav gotovo že slišali in jo poznate, ki je tudi umetnostna zgodovinarka in je iz Filozofske fakultete, in Irena Šterman, ki prav tako, ampak poučuje drugače na gimnaziji Moste v Ljubljani. Urednica za zgodovino je bila že na začetku šolskega leta Mirjam Oblak, ki nam je zdaj pravzaprav odšla na ministrstvo, zato sem jaz prevzela to delo in nadaljevala projekt, naslovnico pa nam je prinesla ona na pobudo gospe Nataše Golob. Toliko zdaj o tem, skratka smo v postopku potrditve. Moram pa dodati še ob tem učbeniku, da bomo za naslednje šolsko leto pripravili tudi maturitetno čtivo oziroma celoten koncept, kako in kaj zagovarjati področje umetnostne zgodovine tudi na maturi. To vam bomo ponudili pa potem v prihodnjem šolskem letu. No, zdaj gremo pa na kazalo. Iz kazala lahko razberemo, da gre za 19 poglavij, ki so pa zaokroženi v 5 didaktičnih sklopov. Prvi sklop Vrata v tisočletja umetnosti, potem imate Dolg korak iz prazgodovine, tretji je Dvogovor umetnosti in znanja, četrti je Pahljača pogledov, Veliki prividi in trezna prizemljenost, četrta je in peta umetnost v mednarodnem času. Mi smo se odločili, da bomo zaključili to didaktično gradivo s preglednico umetnostne zgodovine in iz vseh detajlov, slikovnih predlogov, ki so in nastopajo v tem našem učbenikom. Dodala bi rada, ker naše avtorice ni danes, bi rada dodala to, da je ona v svojem nagovoru napisala tako, da je njen učbenik Umetnostna zgodovina na prvih straneh predstavlja osnovne pojme, kaj je snov umetniških upodobitev, in pokaže, čemu je treba pri gledanju spomenikov posvetiti pozornost. Nato sledi pripoved o zgodovinsko pomembnejših spomenikih, ki jih je izbrala, in se, moram tudi dodati, opirajo na standarde znanj in učnega načrta, ki je predpisan za gimnazije in srednje strokovne šole. Izbrani so pa tako, da pokažejo rdečo nit v oblikovnem in vsebinskem razvoju, da je srečanje z njimi nazorno in nezapleteno. Tako, zdaj bi pa mi kar šli pogledati, kako to izgleda, prvo stran. Torej naše prvo poglavje in naš prvi del, Vrata v tisočletja umetnosti. Na začetku vsakega tega poglavja nam predstavi torej nekako iztočnico, kaj je umetnost napisala, v našem primeru likovna, ki ohranja vsebine, ki so zaposlovale misli umetnikov in ljudi okoli njih, in je pomemben dokument o preteklosti. Vi, ki ste profesori umetnostne zgodovine, veste, da je umetnostna zgodovina mlajša veda, glede na glasbo, ki jo imam jaz tudi področje, ampak je silno vedoželjna, silno ima mnogo novih najdb in se vedno še dopolnjuje. Zato ona tudi pravi, da na naslednjih straneh so zbrana in izbrana dela, ki zastopajo različne čase in umetnike iz različnih pokrajin. No, zdaj bi pošli še naprej, da pogledamo. Torej, poglejmo si to prvo poglavje. Ena tipska stran, ima sicer 2 odprti, ampak sem se prej odločila s kolegico, da gremo kar na kratko po straneh. Nam razloži avtorica, kaj je to umetnost in umetnostna zgodovina, ki se pravzaprav poglablja v tem slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, fotografiji, vse do današnje vizualne komunikacije, dizajna, oblikovanja in tako naprej.
In zgoraj na začetku, kot vidite, pod naslovom, bogatimo besedišče. Tukaj se pravzaprav nanizajo vsi izrazi, ki so pomembni, da jih tudi en mlad dijak, intelektualec, mlad zagotovo, ki je vedoželjen in si želi neke vrste znanja, tudi s tem nekako asociativno, ko ima pred seboj celotno gradivo, spomni, kaj vse pravzaprav je obdelal v nekem poglavju. Potem pa imate na levo, tukaj malo večje piše tale razdelek razmisli. To pa je tisto, kar sem v začetku že napovedala, da imamo neko iztočnico, kjer usmerimo naprimer z nekim virom, z nekim dogodkom, lahko sliko, lahko primerjamo celo z literaturo, kar boste kasneje videli, in potem nagovarjamo dijaka, kako se naj pravzaprav še tukaj izkaže, naj razmisli ali kaj poišče. Hkrati pa moram tudi povedati, da vam bo profesori kot to tudi veliko pripomoglo k kakšnemu nadaljnjemu projektnemu delu v tem šolskem letu, a ne? To je zelo pomembno. No, pa gremo naprej. No, tukaj bom rekla, teče tekst in na desnem kotu imate spet razmisli spodaj, kjer pravzaprav sam že učenec začne s tem, koliko pozna slikarskih, kiparskih in arhitekturnih del, naprimer iz glasbe, iz osnovne šole, kar pač rečejo moji kolegi, ker sem bolj z glasbeniki povezana, da premalo znajo, ko pridejo v gimnazijo, no. Mogoče pri vas, vaši dijaki vedo več o tem, ker če pogledamo naokrog, naša arhitektura nas vsak dan spremlja, zdaj, če gremo na avtobus po cesti, vidimo tako rekoč že vse take stvari, ki nas spremljajo, samo oči moramo odpreti, a ne? V galerije pa tudi mislim, da so jih popeljali, če ne starši, pa kakšni učitelji v osnovni šoli, ko so imeli kakšna projektna dela. No, skratka, zdaj, kot vidimo, je ta umetnostna zgodovina res sogovornica vsem, ki imajo radi umetnost, znanstvena besedila, in pravzaprav razstave, pogovori, objave, vse to vemo, da potem bogati in dopolnjuje lahko tako tovrsten naš učbenik. Gremo kar naprej. No, in zdaj imamo smo na tem, to je, samo moment, že šla prehitro naprej. Kaj je žanr in veduta? Izhajamo, kot vidite, najprej kar iz slovenskih virov, ne, to že poznate vsi, to jaz težko vam kajkoli razlagam. Imate pa tukaj spet ta razmisli, da se lahko veže se ta rdeča nit, kot vidite, na Moneja, na njegovo sliko motiva Sene. In potem točno piše, ki je na strani 108, in navedi ali pa poišči ali pa preglej, najdi 3 podrobnosti. No, tako da se to usmerja učenca, da je aktiven, da mora biti aktiven in da na koncu koncev lahko sledi celotni vsebini. Greva naprej. 11, no, tukaj seveda imamo, kaj so žanri in tako naprej, tihožitje, žanrske upodobitve. Mi spet smo rekli, gremo na slovenske v razmisli, na Ažbeta, na njegovo Zamorko, ki jo imamo, seveda ne smemo Rembrandta pozabiti, avtorica je izbrala tega imenitnega z rdečim delo v ospredju, ker veste, da slik je izjemno veliko, a ne, teh njegovih lastnih podob. No, potem imamo naslednjo stran, odkrivanje vsebin. Tukaj smo, torej imamo seveda nabožno in svetno ali posvetno umetnost. Vesela sem, da imamo tukaj tega gospoda Žovneka, se tudi v glasbi imamo njegovo pesmarico, a ne, in potem je spet tale primerjava, poišči naprimer Svetega Boštjana in potem zauči, kakšno snov gre, kako bi primerjali, spodaj imamo Michelangela. Skratka, to je ves čas v povezovanju. Naslednja stran ima tudi to znano rojstvo Venere, a ne, ki je pravzaprav, bi rekli, tudi en taki standard znanja za dijake. Potem gremo na naslednjo stran, bi rada pač povedala, ne, tu imate naprimer razmisli ali pa primerjaj imate tokrat. Naprimer Berninija, a ne, Bernini piše o lepoti še in še, a ne, in je s tem, ko ga imate tukajle, ko ga imate kot pri Apolonu in Dafne, a ne, imate potem na strani 89
to je ta rdeča nit, kar sem prej povedala, a ne, da se naslanja na to znamenito delo Tereze Avilske, a ne, Zamaknjene, to je to njegovo veliko delo, pravzaprav rečemo, da tukaj gre za en izjemen velik prispevek k umetnosti z njegove strani, ker on je bil tudi izjemen portretist, a ne, in je znal tudi to mehkobo v vsakem liku izraziti, kako se izraža, kakšen nasmeh, naprimer jasnost, razgibanost, mehkobe, naprimer tiste svete Terezije Avilske, ko bomo prišli do nje, ali pa nek nasmešek angela. No, to je ena taka dost velika pomembnost, ki jo potem lahko tudi nazorno vidijo dijaki, ko obravnavajo. Seveda potem tudi primerjamo, vedno gremo v sosledju z našo literaturo slovensko, gremo naprej, tu imamo ta umestitev na Gosposvetskem polju, Gojmira Antona Kosa, no, moram pa povedati, ne, vi ste, kar se tiče vidno, tudi pomembne so resolucije, ne, slikovne, tu še čakamo na boljšo sliko, ker se pač dogovarjamo z različnimi institucijami, ki nam pravzaprav pomagajo. Tukaj o tem bi lahko tudi rekla, no, sta Moderna in Narodna galerija, tudi nekaj imamo v Nuku primero, tudi v Mariboru čakamo na tisti baročni grad, posebej mogoče rekla, da tudi profesor Matej Klemenčič iz Filozofske fakultete nam je tudi posredoval razno slikovno gradivo baroka, kar so vse take stvari, ki smo jih potem nekako veseli, da lahko naredimo res kakovostno, ker bo tudi papir sam, bo mogoče visoko, nekoliko več gramski kot za navadni delovni zvezek, da bodo tudi od slikava teh barvnih lestvic kakovostnejše. No, pa imamo zdaj ikonografijo, če pogledamo ikonologijo, pa gremo naprej na naslednjo stran. No, tukaj tudi je treba izpostaviti, a ne, kot sama avtorica, pravi tega staro inozemskega slikarja, ne, Roberta Campina, kjer imamo oltar te družine Merode, in potem hkrati tudi že poišči in primerja, vidite, tukaj smo takoj, imate ta upodobitev, to so ti interjeri, ne, okoli Nizozemske, in potem imamo Van Eycka z njegovo znamenito sliko Giovanni Arnofinija z ženo. Ne, to ste slišali že to anekdoto ali resnico ali raziskovanje, kako bi temu rekli, da so leta 1997 celo objavili dokumente, ne, ki kažejo, da se naj tale Arnolfini in njegova Giovanna Cenami ne bi poročila tistega leta, ko je to nastajalo, ampak menijo, da prikazuje Giovannijevega bratranca in njegovo ženo. No, skratka, to so take, nikakor ni sporno, mojstrovina je vrhunska, delo še zmeraj ostane Van Eyckovo, ampak včasih, na primer, lahko tudi izpostavite za kakšno raziskovalno delo pri dijakih, da še kaj poiščejo ali najdejo kakšne drugačne vire, ki govorijo kaj drugega, in potem s tem ustvarijo tudi svoje lastno kritično mnenje, kar je zagotovo pomembno pri takšni umetnosti. No, gremo še naprej, potem imamo seveda Delacroix, zelo znano Svoboda vodi ljudstvo. No, tukaj pa je, ker je slika tako znana, tudi glasbeniki jo imamo v učbenikih, že v osnovni šoli, že zaradi zgodovinskih dogodkov, zaradi vseh stvari družbenega dogajanja, ki so vplivali tako na glasbeno umetnost kot likovno, kot pač to umetnostno zgodovino, ki jo preučujemo skozi njo. Tako da učenci imajo tu že direktno delo. Takoj, kateri motiv vsebuje ta slika, kakšna je kompozicija, kakšna je svetloba v ospredju, kakšna v daljavi, kakšno je vsebinsko sporočilo, kako so naslikane osebe. Skratka, tukaj je dela takoj veliko, a ne? Seveda v samem tekstualnem delu najdemo vse to, da ne bi zdaj rekli, da morajo učenci kje drugje to iskati. To imamo vse in je za razbrati iz celotnega teksta posameznega poglavja, kjer se neka vsebina nanj tudi nanaša. No, gremo naprej, potem imamo tudi spet zelo znanega Rafaela, a ne, atensko šolo, kjer pravzaprav usmerimo učenca, da bo kar z ravnilom lepo ugotavljal točke, a ne, z leve in desne strani stičišča, kako se stopenjsko dvigajo, a ne,
pri pač v razlagi najdejo potem tudi, kako po stanovih ljudje se nahajajo v prostoru. No, to je delo učencev, ki mislim, da bodo to prav gotovo hitro in dobro znali izkoristiti in bojo našli te stvari. Te svetle tone, no, o tem, kako je svetlobo niansiral, pa potem lahko razlagate še vi kot profesori tega predmeta. Potem gremo naprej, v kiparskih delih, ja, skratka, tukaj imamo pa našega Roba, a ne, vodnjak treh kranjskih rek, kje je tudi možnost, da imamo ne samo tukaj le, da pogleda samo stvaritev učenec, da jo opiši drže, svetlobo, kakšno se gibljajo osebe, gremo še na naslednjo stran, potem da vidi detajle, a ne, hkrati pa ga usmerimo, da se usmeri v to zgodbo o argonautih. No, se nekateri to že znajo, ker so šli čez te kraje, ampak lahko tudi povežemo z zgodovino samo in imamo spet skozi neki arhitekturni spomenik, ker vsi dijaki in vsi gimnazijci pač ne živijo v Ljubljani, je možnost, da se potem tudi iz tega razvije lahko še kakšna nadaljnja tematika. No, potem na naslednji strani imamo zagotovo še našega velikega Plečnika, a ne, z njegovo Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani, no, in kjer gre pravzaprav tudi ta slikovitost materialov in zakaj je uporabil temen, kamen na stopnišču. Tukaj sicer ne vidimo, ampak mi imamo spet možnost, da to učenci, eni si gredo lahko pogledati, tisti, ki so bliže, ostali si pa tudi na spletnih stranih najdejo. Sej en mlad intelektualec ima najraje spletne strani, a ne? Tako da ga tudi usmerimo v to, da je lahko tukaj zadovoljen. Ja, to sem šla zdaj prvo, se pravi prvo poglavje ali prvi sklop, ki niza se skozi to, tako da sem vam nekako pokazala, kako je učbenik grajen. Zdaj bom šla hitreje, ker ni namen, da zdaj natančno vam razlagam vse vsebine, ampak da si ga ogledamo, ta naš dolg korak iz prazgodovine naprej. Na levi strani ste videli na hitro lahko, ne, ta prizor iz delavnice neznanega umetnika, to je grško vazno slikarstvo, ne, smo umestili. Potem se seveda skozi to delavnico, kjer se ustavimo s tem neznanim umetnikom, ne, v sredini 4. stoletja pred našim štetju, se potem lahko tudi pogovarjamo in vidimo, kaj je v spredju, kaj je v ozadju, potem tudi vsebino bitja iz grške mitologije in tako naprej. Potem gremo na mnogovrstne podobe iz prazgodovine. Jaz sem zelo vesela, da imamo tukaj neandertalčevo piščal, ker jo tudi mi pri glasbi poudarjamo in jo vzpostavimo že od osnovne šole do gimnazijskih vsebin, ker je to ena izmed zelo pomembnih najdb. No, tukaj smo dali za razmisliti celo, ne, da lahko pravzaprav učenci celo malo pomislijo, če vedo, kdo v orkestru igra. Kar mislimo, da je pač neko osnovno znanje nekega mladega intelektualca, da pozna glasbila, ne. To zdaj samo moj taki intermezzo za tukaj zraven. Naslednja stran je seveda Stonehenge znameniti, Venera, ne, Valendorska in ta levja vrata, kjer pravzaprav imamo vse slikovno prikazano in tudi določeno, iz katerega zgodovinskega obdobja je, sicer je pa danes to vse vidno, se pravi od Anglije, Velike Britanije, ker lahko vidimo nazorno, levja vrata, ali pa v muzeju vidimo tudi tole Venero. No, zdaj gremo pa na drugi strani, imamo pa Poišči, no, zdaj smo pa pri naši Barjanki, s katero sem jaz uvod začela. Slovenija je zelo arheološko bogata, tukaj vam piše, a ne, tukaj imate tisti, ki boste v Šempetru, v Savinjski dolini najbližje, boste lahko tja odšli, potem imate druge predmete, skratka, tukaj je res veliko bogastvo, da jih peljemo lahko na sam kraj ali v muzej, kakorkoli. In tukaj imamo spet našo Barjanko, in pa spodaj desno eden od dveh zlatih našitkov z obale Blejskega jezera. To poznate vsi, gre v bistvu za dva našitka, ne? Mi smo vzeli en detajl, ker sta bila to dva našitka in tudi takšne vidite v muzeju. Zato potem lahko tudi dopolnite z
obiskom ali pa da sami učenci iščejo, kakšna je potem, a sta si podobna ali sta različna, imate enake vzorce in tako naprej. Skratka, tukaj imate potem še, lahko vidite tele razne vzorce, okrašene in tako naprej. Na desni strani imamo potem poleg maske iz Miken še našo vaško sitolo, kar je tudi zelo odlično, saj vemo, da se v teh različnih vsebinah, ki so nizane skozi te pasove, sledijo še na koncu tiste 4 odličniki na prestolih in eden od njih piha v trstenke in smo spet pri glasbi, imenitno. No, skratka, to so tudi potem tukaj sovpada v tej našem viru te vaške sitole. Potem je še španska jama Altamira na naslednji strani, ki je vam tudi zelo poznana. Gremo naprej. Stare visoke kulture, umetnost v službi večnosti. No, tukaj gre za, kot je avtorica tudi lepo napisala, razkošje v mezopotamskih državah, zigurat, grifoni. Na naslednji strani imamo tudi še potem ljudstva, ki prinašajo novoletne darove, to palačo v Nimrodu, pravzaprav. In potem imamo detajl opisa, kako je pravzaprav ta Asurbanipal napisal, kako je postavil palačo iz lesa cedar, cipres, brina, pušpana, murve, pistaci. No, zdaj smo že kje, bi rekli, malo o biologiji, pa tudi kaj v kulinariki. Dobro, skratka, tukaj je tudi zelo nazorno usmerjeno v delo raziskovanja samega dijaka. To vi bolje poznate, ker že pač to so res taki zgodovinski viri, ki jih tudi navaden, bomo rekli mi, ki smo bolj laiki, ko gremo pravzaprav v Egipt ali kamor drugam obiščemo vse te stvari. No, na strani 30 imamo potem ta prizor iz epa Gilgameša in seveda znameniti Luksor, ko se gre te svinge ob cesti. Tukaj je spet v razmislek in v učencu, da bo s primerjalnim besedam ugotavljal razne stvari in tudi kaj razvozlal. Hieroglifi so še zmeraj danes zelo aktualni. Tisti, ki mogoče se radi tudi s tem ukvarjate, boste lahko še kaj več ustvarili ali pa osredotočili učence za kakšno raziskovanje. Potem na naslednji strani imamo to znamenito še Narmerjevo paleto, in pa notranjost izide tega svetišča in pravzaprav lahko spet primerjamo, kot vidite spodaj, portret Tutankamona, primerjaš z oblikovanjem obrazov in vse te primere potem učenci povedo, opišejo, lahko se debata razvije iz tega. Na naslednji strani imate tudi celo hvalnico sončnemu bogu Atonu, ki je tudi nekaj takega, ki govori o tem, kako pravzaprav se to veste sami, kako ga časti in so različna, torej zemlja, sveta in tako naprej. No, lepa je tudi tale stvaritev Nebamuna, ki lovi močvirske ptice in tukaj znajo zelo dobro učenci tudi lahko razporediti, tukaj se vidi tudi vloge živali, tudi ženske, žene spodaj, moža oziroma moškega zgoraj, vse te hierarhične stopnje. Ostalo pa je to pravzaprav, vemo, da gre za ta lov kot neka prispodoba zmage nad naravnimi silami, vse drugo pa potem tudi učenci sami razbirajo. Potem gremo k umetnosti ob Nilu, ta svetiščni sklop v Luksorju, ki je res fascinanten, to moram jaz tudi dodati, čeprav sem čisto navaden človek glede na to in sem bila tam in to človeka izjemno fascinira. No, tukaj lahko gre za primerjanje z dijaki, karkoli spet se profesor odloči. Potem pa gremo od kretskih palač do atenskega Partenona, zdaj bom pa hitreje, ker zdaj pa sem že prepočasi. No, tukaj lahko poiščejo legendo o grškem princu Tezeju, ko začnemo s to palačo. Gor imamo besedišče, ki ga spet bogatimo, govorimo o labirintih in njegovih prebivalcih. Na desni strani imamo tudi prav posebno, gremo naprej, to dvorano, prestolno v Knossosu in pa tega princa Lili, ta je tudi zelo izjemno lep. Potem imamo naslednjo stran še
to boginjo s kačami. In seveda, tako kot v glasbi, tudi pri vas ne gre mimo tehle različnih stebrnih redov. Dorski, jonski, korinski. No, v glasbi so razvili, ker tudi glasbeniki so bili izjemni, bomo rekli, in so stari Grki razvili lestvice, imamo jonska lestvica, dorska lestvica, frigijska lestvica, eolska lestvica in tako naprej. Skratka, v glasbi imamo tu en kup lestvic, ki pa seveda izhajajo ravno iz teh stebrnih redov. Toliko na kratko. Zdaj pa naslednja stran imamo še primer teh stebrov. V Poišči in opiši pa je že usmeritev za Narodni muzej v Ljubljani, pa seveda tudi za našega Emonca, kip znameniti, da se tudi iz tega potem razvija naprej različno kritično vrednotenje. Stran 38, gremo naprej. Tukaj zdaj sem že povedala, torej gremo za te sloge, dorski in naprej, tako da to zdaj ne bom jaz razlagala, to vi bolje poznate. In ta klasična grška arhitektura se niza zdaj na naslednjih straneh. Zdaj pa gremo že potem naprej v klasično helenistično umetnost v kraljestvu lepote. Seveda tukaj lahko že povežete z najpomembnejšimi grškimi bogovi. Zagotovo so stare grške pravljice že brali so jih že v osnovni šoli, ker so jih imeli za domače branje. No, zdaj pravzaprav že vedo kaj več, in po moje ne bo več problem najti, kateri bog je vladal nad morjem in tako naprej. No, potem imamo pravzaprav kip Kurosa, ki je pravzaprav zelo zanimivo. Avtorica nam napiše, da je nastal kip približno v tistem času kot vaška Situla. No, in potem seveda naredimo spet primerjavo. Potem gremo na naslednjo stran, potem imamo spet Kentavre, ki so tudi znameniti, in pa relief treh boginj. Na naslednji strani imamo spet reliefe, seveda ta dva konjenika, potem Mironov metalec diska je tu umeščen in Atena Partenos. Torej, grški kiparji vemo, da so ustvarjali res imenitne bronaste spomenike, no, zato je tudi se avtorica, tukaj vidimo malo na Durisovo predstavitev kiparske delavnice navezala, tako da to imate v Poišči in razmisli. Na naslednji strani imamo še Lizipa, ki je odličen kipar in za njegovega atleta, kot smo videli, na tej strani pa še Laokonovo skupino, in ta kontrapost razlaga je drža človeškega telesa, oprtega na eno samo nogo, druga pa je sproščena. No, in sedaj pokaže tudi in pove, da je prišlo do večje naravnanosti kipov. Skratka, to imamo v vseh razmislekih. V samem tekstu pa vemo, kako je nekaj nastalo, kako so to oblikovali, in to so pravzaprav naše zgodovinske najdbe. Naslednja stran so potem spet imamo primerjavo z vaško Situlo, pa dipilonsko amforo. Spodaj imamo tudi ta znan prizor Ahila in Ajaksa, kjer pravzaprav se tudi pri kockanju, kar se lahko tudi spet na zgodovino še kaj nanaša. Naslednja stran imamo tudi potem, tečemo skozi to na hitro, dobitke pri irisu, avtorica celo en odlomek vzame iz knjige Naravoslovje. To boste sami prebrali, pa grem kar na Rim, ker drugače res ne pridemo. Rim, tukaj so predniki, ustvarjalci, nasledniki, bogatimo besedišče, potem nekaj o tem Apeninskem polotoku, kako se je začelo, etruščanske osnove, potem naj tukaj dijak razmisli, katere so skupne poteze grških in etruščanskih svetišč. Naslednja stran imamo potem razne primere, mimohode, kot poznate, potem ta večerna senca je znana in seveda Himera. Teh je pa sicer več slik, mi smo tole izbrali, Zarica tudi je zelo lepa. Na strani 48 imamo to velemesto Rim, gremo zdaj po vsej tej državi,
ponovimo grške stebrne rede, primerjamo grško in rimsko svetišče skozi tole in si potem ustvarimo eno mnenje in tudi ugotavljamo, kam so kaj lahko greš naprej. In tukaj postavljamo tudi potem o teh slavolokih se pogovarjamo, ki jih primerjamo potem tudi s slavolokom v Parizu kasneje in to je vedno rdeča nit teh strani. Potem smo naprej na strani 50, ja, znameniti cesar Oktavijan Avgust in tudi še nekaj o njem, vemo, da tudi se kaj poišče. Avtorica tudi ni pozabila na ta čudež deževja ob Donavi, tisti, ki ste bili v Rimu, zelo dobro poznate ta Trajanov steber, ki je izjemen, in cel dan lahko stojiš in gledaš in opazuješ in marsikaj v kompoziciji vidiš podrobnosti. Emonec na levi strani, ga že poznamo, ko smo se prej pogovarjali, na desni strani imamo pa potem tukaj pravzaprav usmeritev v te nagrobne hišice iz Šempetra, ki sem prej že omenila, pa potem spodaj imamo to znano sliko Odisejevo potovanje. Tu še tudi moramo resolucijsko urediti, ampak mislim, da bo. Gremo na tretje poglavje. Dvogovor umetnosti in znanja. No, tukaj pa gre za srednji vek, od antike, ki je prevzel občutek za lepoto, za zgodbe in potem kako gre v Sredozemljo, ker se to več tisoč let kali. Skratka, in zdaj imamo že drugačno upodobitev in poglejmo si naprej stoletja slogovnih razlik in skupnih pomenov. Začnemo torej že iz besedišča, vidimo, da smo tukaj pri katakombah, pri tudi poslikavah, ker slikarska dela so tudi znana, iz podzemnih grobišč s hodniki in posobanami, seveda bazilike, mozaiki, mozaicisti, apside, vzdolžna zasnova, središčna zasnova in tako naprej. Skratka, vidite, do relikvij, lunet, purpurov, sakramentaro. To imamo zdaj v tem delu, kar smo zdaj povedali, se to niza. Gremo kar naprej, skozi zgodbo, eno primer imamo že Jona zgorej, potem imamo primer starokrščanske cerkve, Sveti Peter, Sveti Vital, to je vse rimsko, potem imamo tudi cesarja Justinjana, hkrati pa nas tukaj le veže oziroma spet nas asocira na Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem, ki se v veliki meri dogaja v Carigradu, in mislim, da je tudi povezan lahko z literaturo. Gremo, potem je romanika, gremo zdaj naprej to malo pogledati. Tu imamo izbrana seveda še, vidite, te znane tetrarhe, to te štirje vladajoči posamezniki, ki se kompozicijsko, bomo rekli, glasbeno harmonizirajo, da približno enako vladajo. V zgodovini pravzaprav pomeni, da so znali ti, pravzaprav so bili odsev nekega političnega dogajanja. No, potem imamo še Sigvaldovo ploščo, gremo naprej, poslednjo sodbo, ki jo vsi poznate zagotovo, to smo vzeli samo iz detajla vhoda v cerkev, pa mogoče to tehtanje duš in potem razne dodatke, ali bomo duše bolj šle levo, desno, skratka, to je zelo znamenito, da potem lahko vidite podrobnosti grešnikov, odvratnih, pajkosto dolgonogih, koščenih, eni se režijo, drugi sprašujejo in tako naprej. Torej imamo celotno vsebino, lahko napišejo že esej, zdaj sem se pošalila. Potem gre cesarski škrlat in purpur za umetnost, ta znamenit sakramentar vodnjak življenja in na naslednji strani imamo že ta znani prestolujoči cesar med predstavniki cesarstva, tudi lepo piše in opisuje vsebinsko, kaj točno vidimo. Potem hkrati imamo tudi vprašanje pomembnejših besedilnih spomenikov v slovenščini, tudi napisano približno v času otonskih cesarjev, to bi že skoraj da dijaki morali vedeti. No, potem gremo naprej na naslednjo stran, umetnost v času gotike, svetniki in meščani. Pa poglejmo hitro, tukaj torej gre za šilasti lok, to mi vsi vemo, Notre Dame je ena odlična primerjava, potem imate tukaj Ptujska gora,
kar je tudi spet marsikdaj imenitna za kakšno projektno delo, a ne, sploh zato, ker sem na enem takem vodenem ogledu celo poslušala in smo potem iskali tiste znamenite podpise kamnosekov, kajti to naj bi gradili kamnoseki, ki so bili dobro plačani, ni bilo tistega težkega dela, mučenega, ki so hodili ljudje navadi, ampak da so bili kamnoseki, ki so izbirali svoje delavce in so se povsod, skoraj vsak drug kamen so se nekje podpisali, a ne. To so take znamenitosti, ki še meni zdijo imenitne, čeprav boste vi pravzaprav iskali še kaj drugega iz področja umetnostne zgodovine. Gremo zdaj naprej. Potem imamo tukaj ta znameniti mesec junij, a ne, čudovito, kar lahko pogledate, najprej tale dobra vlada, se opravičujem, dobra vlada ste mi najprej dala, stran 62, jaz namreč listam tlele 62, samo malo, ja, to je najprej tale dobra vlada, pa asociacija potem na Tartinijev trg v Piranu. Potem pa naslednja stran je pa to, kar je tako lepo, ne, tale sijajni pomladni del, proti poletju se pravzaprav že gre ta košnja na obrežju sejne, tale je pa res imenitna stvar, ta horari sijajni. No, potem imate še na desni strani tudi sohe stebri v vhodu stolnice Notre Dame, jih je umestila naša avtorica in na naslednji strani ima Mojzesa in Izaije z tega podnožja znamenitega Mojzesovega vodnjaka. No, tukaj vam pa tudi spet pravzaprav pride sugestija. Takrat, kot je nastal ta kip Svete Barbare, ki ga imate pred seboj, je nastal tudi na Ptujski gori kip Marije Zavetnice s plaščem, ki ga pridržujejo angeli, a ne? In pod njimi leži teh 82 predstavnikov vseh stanov in kadar, če bi imeli to zdaj pred seboj, bi lahko točno videli, kje najdemo še grofe celjske in tako naprej. Gremo naprej. No, potem seveda je tudi ta znamenita freska Sveti Nedelji. Tukaj tudi jasno pove, da tukaj gre za rekonstrukcijo, a ne, ker so obledele barve in da imate zdaj to kopijo v muzeju v Škofji Loki. Potem seveda je tudi kranjski prezbiterij na desni, ja, kar naprej lahko gremo. Seveda Giotto, krasno, a ne, mi ga potem še malo usmerjamo, da ne pozabimo še na naša območja, gospoda Žovneka in pesmarice, a ne, gospoda Žovneka, ki se je rad imel lepo. No, pa gremo še naprej. Tukaj imamo tudi Sveto kapelo, tole je iz Notre Dame v Parizu, ta notranjost, a ne, seveda pa si lahko še dijaki potem pogledajo vse detajle, ne, zdaj po požaru, pač vprašanje, koliko je še zmeraj tako, ali pa je že malce kaj drugače. Potem gremo naprej, smo na renesančnem priklonom antičnim vzorov. No, kaj naj rečem, tukaj imamo tega znanega Vitruvija, kjer gre za to, kako človeško telo od obraza do vrha čela, od brade do tega meri te desetine, to vi dobro veste, kako zdaj naj bi to en dijak že točno vedel, kako narisati, kaj je kvadrat, kaj je krog, šestilo uporabe in tako naprej. No, in tudi pravzaprav potem je naša razlaga, kvadrat je simbol za vse, kar je pozemskega. Ne, 4 strani neba, 4 letni časi, 4 dnevni časi, 4 glavne reke, 4 temperamenti, no, hkrati imamo potem spet primerjavo, lahko naredimo, ne, 4, no, pa poglejmo Kranjske reke in tako naprej. Potem je naslednja stran, ja, tukaj imamo še Albertija, palačo, ja, in pa spet simbolnost, a ne, ki jo iščejo dijaki. Naslednja stran smo izbrali tudi spet naše cenjene umetnike z notranjostjo in zunanjostjo cerkve, Sveti Peter. Potem na naslednji strani imamo iskanje idealnega proporca, a ne? Ravno tu samo omenimo pač na primer tega svetega Jurija, ne? Donatello. Kaj je zdaj tu razlika? To se pravi zdaj so delali tako, da so imeli že živi model in ta nazornost je povedala dosti več in je bila pravzaprav tudi zelo kakovostna. No, seveda oni lahko primerjajo spet grške dimenzije, pa te dimenzije in kipe tega obdobja in gredo lahko na staro Grčijo. To je en tak primer, zato je ta Jurij noter. No, potem imamo seveda Bonarotijevega Davida, kar tudi vi že dobro veste, Merkurja na desni strani,
potem ta čudež stekleno kroglo in pa seveda ta angelski pozdrav. To so primeri, ki so potem tudi nekako opisani in potem v smeri, kaj naj še iščemo. Gremo naprej, renesančno slikarstvo, znanje in spregojna lepota. Tukaj pravzaprav vidite, da umetniki in ljubitelji umetnosti so se od 15. stoletja naprej vse bolj navduševali nad umetnikovo izvirno risbo. No in tukaj zdaj kaže, kako pridemo potem do tega cenjenega, svobodnega in tudi izjemno privlačnega pogleda. Strokovno imate potem na drugi strani risarska popolnost in modeliranje z barvo, kar ne bom zdaj nič razlagala. Prav tako gremo na naslednjo stran, kjer pravzaprav že dozori slikarstvo v novo obdobje, ko govorimo že o visoki renesansi in potem Da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Rafael. To imamo zdaj te stvari, kar je tako tudi zelo znano, da vidite po slikah, kaj je avtorica izbrala. Gremo kar naprej in potem usmerjanje dijakov, kaj lahko potem še dodajo, kaj iščejo, kaj primerjajo, in tako naprej. No, še naprej gremo, potem imamo Nevihto, pa Tiziana tudi spet in potem smo že na strani 79, kar sem že v začetku obrazložila in zdaj smo rekli Van Eycka, ki smo ga primerjali, zdaj tega Arnoldinija in ga imamo zdaj spet tukaj. No, zdaj pa o barvah smo rekli, da bo kakovosten tisk z dobro resolucijo in gramsko zahtevnejšo gramaturo, da boste lahko tudi videli barve, naprimer ta travnato zelena. Tako na kratko. Gremo naprej, potem imamo še ta čudežni ribolov, Erasem Rotterdamski, kar se spet navezuje na to, da lahko iščemo vsebine iz zgodovine. Potem so 4 apostoli, Dürerja, izjemni in potem smo že na 4. poglavju. Zdaj pa samo na kratko, pahljača pogledov, veliki prividi in trezna prizemljenost. No, tega poznate, gospoda Rousseauja smo dali en detajl mu na začetek, ki nam je pravzaprav razglasil razsvetljenstvo in vse velike spremembe in smo zdaj že pravzaprav na baroku in rokokoju. Tukaj gre za veličino, vemo, da tudi v glasbi je ta pompoznost, ta veličina izražena v neštetih notkah, ki se kažejo v raznih trilčkih, v raznih dodatkih, tako kot ravno tudi v upodabljajoči umetnosti, baročne cerkve, baročne stvaritve so polne dodatkov, detajlov in so tiste, ki imamo veliko lahko za opisati, povedati in analizirati. No, gremo naprej. Tukaj smo vzeli nekaj primerov tehle cerkva, potem smo vzeli tudi dvorec Versailla, kot vidite, spodaj čakamo na Maribor, ker je stopnišče tudi zelo slikovito in lepo. Potem na naslednji strani imamo še tega Newmana s cerkvijo 14 priprošnjikov in to, kar sem že tudi prej rekla, vidite, zdaj smo pa ravno tukaj pri Tereziji Avilski, v tej kapeli tihle bogatašev, kjer vemo, kako imenitno je pravzaprav tudi scenska postavitev, kjer na vsaki strani vidite kot neke lože, balkone v gledališču in vsi ljudje opazujejo dogajanje na sam oltar. To je res ena taka izjemna, lepa posebnost. Pol na naslednji strani imamo baziliko notranjo svetega Petra, zdaj sem jo šla malo naprej, eno nazaj, in potem še še tale oltar v Opatiburga. V redu, gremo še naprej. No, tukaj imamo spet, torej Bernini, vemo, da je znal vedno povezan neke dogodke mistične iz daljne dežele z odmaknjenega časa in potem je imel živo prisotnost sodobnikov, kot izjemen portretist. Tudi tukaj imate vse, kar pač je o njem napisano. Gremo naprej na roba, tukaj čakamo še oltar iz stolnice, to je stranski oltar z 2 angeloma, ki je tudi v tem baročnem obdobju nastal. No, in potem smo v utvari in resničnosti v baročnem slikarstvu, tukaj še imamo pridobivanje nekaterih slik, potem gremo kar naprej na Cortona, to poznate vse, ja seveda Paževke, znamenita slika, pa spreobrnjene svetega Petra, Pavla, pa potem na desni strani še Rubensa.
Tukaj pač imamo ta kompozicija, vemo, da moramo razložiti iluzionistično poslikavo, a ne, pa kletne svetlobe, pa zrcalne oboke in tako naprej, infante, galeje, tritone, najade. In seveda še na koncu je ta naš Rembrandt, predstojnik iz suknarskega ceha. To je nekak zadnji, ne, njegov portret. No, potem smo pa pri Slovencih, vidite, smo že imeli Berganta, smo dali njegovega, Jožefa, Kodeljev park. No, potem smo dali tujo, sveto slovensko in tujo literaturo primerjamo na tem področju, potem naslednjo stran imamo to znano v krcanju kitero. Ne, kaj tale v tuje predvsem zagovarjajo to sproščenost, fantazijo, zavračajo stroga pravila pouka, ne, na akademiji, to vi veste, in zato je se zato toliko spreminjalo, ampak s tem je tudi naredil malo revolucije, a ne, med kritiki umetnostnimi. Potem gremo naprej, imamo ta banket Kleopatre in potem še Sveto družino. Razlaga vsebin in slikovnega gradiva potem sledi zraven. Potem smo na ostrini razuma in slapovi čustev od neoklasicizma do romantike. Tukaj pravzaprav so slavoloki, gremo kar naprej desno, kar sem že prej povedala, da primerjamo, a ne, potem imamo to kot Venero, potem naslednjo stran, bom šla kar hitro, Davida, no, prisego Horacijo, to imamo tudi pri glasbi, malo včasih primerjamo, moram povedati, v teh vsebinah, ki odražajo neki duh časa, pa zgodovino, pa hkrati tudi nastajajoče kakšne glasbene stvari, to moram povedati, ne, tako da tu je precej. Čustvo, romantika, vemo, gremo kar naprej počasi, listamo ta 103, 104, a ne, no, vidite, tu vidite, kdo bi si mislil, ima celo avtorica napisano, da so tale Friedrichova Grčeva drevesa v luninem soju dala za misel Disneyju, a ne, ta slika desno v drugem stolpiču spodaj, ki jih je uporabil za svoj film Risani Sneguljčica, a ne, ta je tudi izjemno lepa slika. No, potem gremo na naslednjo stran, spet primerjava, imamo Tominca spodaj, ne, s portretom očeta in zgoraj še imamo splav Meduze, pa oblaki resničnosti Biedermeierja, a ne. Tako da, to je to. Čeprav Biedermeier šopek je čisto lep, a ne, in Biedermeier se je kot slog tudi na koncu dobro razvil iz nekaj namišljenega gospoda Biedermeierja, ne, če tako pogledamo. Umetnost v poznem 19. stoletju, realizem in impresionizem. Tukaj bomo šli kar naprej. Svobodna umetnost in življenje vsakdanjika, torej naprej. Tukaj se precej skladamo, moram kar listajmo naprej, skladamo tudi z glasbo, ker vemo, da v tem času ne samo francoski umetniki na področju likovne umetnosti, tudi glasbeniki, ne, Debussy in tako naprej, tu se združujejo, tukaj se že med seboj družijo in se tudi v glasbo prepleta veliko teh vplivov impresionističnih, ne, teh vtisov. No, pravzaprav imamo zgoraj poišči predstavitev gibanja mladoslovencev in naštej nekaj predstavnikov, ne, naša znana Kobilca s Kofetarco mora biti noter, ne, Šubic pred lovom. Naprej imamo Alžbeta Zamorko, ki sem jo že na začetku omenila, no, potem ima celo avtorica, da poiščeš Monejovo sliko impresija in potem poiščeš podatke o slikarjih in o času, ko so to ustvarjali, pa Ferdo Vesela imamo kot enega realističnega impresionista. Na strani 111 smo že, dobro 112, tu moram samo povedati, da je, kar se tiče Degasa, več teh slik, ne, to vi veste, bomo tukaj še umestili tisto drugo balerino z druge strani. No, to potem poiščete seveda Strnena, na desni strani je Grohar, če gremo kar naprej, potem seveda primerjava z sliko Bertolda Sejalec in potem ustvaritvijo Groharja, potem so križanke, no in potem smo že na naslednji strani množica novih zamisli, arhitektura in kiparstvo do 1914. Tukaj je potem inženirska arhitektura, pa skeletna gradnja, potem so secesije, markize, mestne palače, funkcionalizem, čikaška šola, prelistajmo, prosim, ker zdaj nimamo časa, da te secesije in vse to gledamo, Zaharnova hiša, to zelo dobro poznate, Rodena, če gremo kar naprej, te Maščane, potem moža, ki bere časopis, pa Ganglov David in potem smo pri Plečniku. Torej, še enkrat nazaj poudarjam,
To slikovno gradivo, ki je tukaj, je identično oziroma sovpada z standardi znanj tudi pri maturitetnih izpitih. No, tukaj le mogoče Plečnika zamenjamo še z delavnico, bomo še videli, ampak ker je naš velik umetnik, smo ga dali kar tukaj začetek in zdaj imamo naslednji naslov iz zaporedje izumov v umetnosti med obema vojnama, pa ker že gre čas prehitro, poglejmo samo, kako grejo, prelistajmo, prosim, kar naprej, pa vidite Van Gogh, Gauguin, Klimt, ja, potem imamo Picassa, Kandinsky, ja. No, pri nas smo izbrali Černigoja, če greš malo nazaj, Černigoja še, ja, no, kot vidite zgorej, potem imamo spodaj Berlinsko ulico in potem Božidar Jakac in Dali. Tukaj bomo mogoče še kaj samo povečali, zmanjšali, da bo Dali malo večji. Brez konca slikarstvo v drugi polovici 20. stoletja. To obdobje si poglejmo samo slikovno, kar naprej pa Bacon, ta študija. Tukaj se gre pravzaprav slikarjeva kretna že in pripoved barve, pa Mušic skoraj, naprej rod, ko ponovimo, ne, modra, bela, rumena, potem imamo Pregla s pompejanskim omizjem, pa Gabriel Stupica, pa potem naprej seveda 60. leta obdobje, imamo množično proizvodne, to poznate vsi, seveda Metka Krašovec tudi, naprej gremo Kapela, Jemec, in odprti pogledi skulptov slika in kiparjeva misel. No, tukaj imamo tudi nekaj takih, to so novi, no, bogatimo besedišče, pridemo na to, kar že obstaja in je znano, gremo še naprej, zdaj ne bom več razlagala, ker drugače ne bom prišla do konca, sem povedala same znane stvari, do Tihca, mojega someščana, mariborskega, evo, vidite, potem Giacomettija in Henry Moore, če mi greš nazaj, prosim nazaj, tukaj. No, vidite, Henry Moore, prej smo ga primerjali, kar je avtorica tudi rekla, da damo to v razmislek, da primerjamo Barjanko, kjer je nakazan pomen kipa enako kot sedaj pri Mooru, vidite, in primerjamo oblike, simbolne dodatke in tako naprej. Ena takšna naloga, ki jo izpostavljam. No, ta Triglav, to poznamo, potem gremo na nasip, na tole znamenito oblečem nemški parlament, a ne, Putriha, Irvina in očarljivo igro prostorin v svetlobi. Tukaj imamo od ameriških, ne, do seveda Miklošičevo, ne smemo pozabiti Cesto v Ljubljani, pa Črna vas, Barje, a ne, tudi z našim Plečnikom, potem naprej Cerkev Mihaela od znotraj, pa Tatlin, in potem gre pet naprej, gremo še znane velike umetnine, ki so hiše ukomponirane v naravo, slapovi in tako naprej, Ravnikar, kar naprej, prosim, ja, in potem naš ljubi Cankar s pogledom, Sidnejska opera, čudovita hiša, a ne, Notre Dame spodaj, tudi zelo lepa, potem naprej gremo na naslednjo stran, Bukhema in končamo na naslednji strani, tukaj smo ja z tole Hadido, Zaha Hadid, ne, čeprav je že pokojna, ampak Iračanka imenitno zelo lepo operno hišo je naredila. Tako, s tem sem jaz zdaj res preletela, ker vidim, da sem bila malo prepočasna, tukaj pa kar odpri, to pa gredo sedaj razpredelnica, kar naprej pet, to je zdaj cela razpredelnica, ki niza potem vse primere skozi učbenik, ki smo jih učenci predelali v tem šolskem letu. Tako, to je bilo zdaj nekako, mislim, da vse. Malo sem bila prepočasna na začetku. Nekaj stvari smo vam povedali, če karkoli želite, naši zastopniki šolski vam bodo še potem tudi kaj povedali po šolah. Hvala lepa in srečno.